svojem delu seveda uporabljamo tudi zemljevide, morda preredko, geografi pa so seveda pri tej stvari mnogo bolj v uporabi teh stvari, kar se tiče kartografije, seveda ne zgolj sodobne. Danes imamo priložnost nekaj besed spregovoriti o knjigi Primoža Gašperiča, ki je vodja zemljepisnega muzeja pri Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU, ki je pred kratkim izdal tudi knjigo, v kateri predstavlja širok diapazon najrazličnejših starih zemljevidov. Seveda, kaj več o knjigi bo najbolje povedal sam. Monografija predstavlja zgodovino kartografskega razvoja v evropskem in slovenskem prostoru, s posebnim poudarkom na novi enotni metodologiji preučevanja starih zemljevidov. V uvodu smo predstavili osnovne pojme in pa zgodovino kartografije nekako v Evropi od začetka do 20. stoletja. Nato smo se intenzivno posvetili predstavitvi kartografskih elementov kot osnovnih gradnikov vsakega zemljevida, jih tako zgodovinsko preučili kot tudi razdelili na 5 osnovnih skupin. Nato pa smo se lotili preučevanja, namreč slabih 60 zemljevidov smo analizirali po posebnem postopku in jih pravzaprav osvetlili iz vseh gledišč kartografskih elementov. Nato pa smo te rezultate v knjigi tudi obsežno predstavili. Poleg samega zgodovinskega naboja oziroma doprinosa k starim zemljevidom pa knjiga prinaša tudi številne nove podatke o samih zemljevidih, namreč nekako kot prilogo smo dodali podatke o skoraj 100 zemljevidih slovenskega ozemlja od 16. do 20. stoletja, kjer smo ugotavljali in iskali po literaturi ali kar direktno številne podatke, ki niso bili javno dostopni ali so bili neznani. Za zemljevid je prav gotovo najpomembnejše, kdo je avtor, kdaj je nastal naslov in pa merilo. In zlasti slednje smo povsod, kjer ga ni bilo, izračunavali. Zanimivo vprašanje morda čisto z praktičnega vidika. Kako lahko zgodovinar uporablja to knjigo? Zgodovinarju bo knjiga prišla lahko zelo prav. Namreč, kot je pogostokrat, zlasti v zadnjem desetletju omenjeno, so zemljevidi relativno zapostavljeni kot zgodovinski vir. In knjiga ponuja ne samo zgodovinski pregled zemljevidov, številne podatke, ampak tudi način, kako se zemljevid lahko uporabi kot zgodovinski vir. Namreč, zavedati se je treba, da so na številnih starih zemljevidih podatki, kjer nikjer drugje niso prikazani, navedeni. Recimo prikaz in pa obseg posameznih meja, tako zgodovinskih kot lokalnih, političnih, potem potek vodotokov, prometnic, potem način prikaza reliefa in pa tudi zemljepisna imena, ki so prav poseben zgodovinski vir podatkov.